pozdravljeni na tem predavanju. Jaz bi vam danes rada predstavila življenje in matematično zapuščino našega, v bistvu enega od večjih matematikov, Jurija Vege. Torej, Jurij Vega se je rodil 23. marca leta 1754 v Zagorici pri Dolskem. To je njegov domnevni datum rojstva, zaradi tega, ker imamo samo izpis iz krstne knjige in v tistih časih je veljalo, da so ljudi krstili tako hitro naslednji dan po rojstvu, ker je bilo precej bolezni in smrti. Tako da to je domnevno pač ekstrapolacija tega, kar naj bi bil njegov rojstni dan. Ta dan je tudi dan artilerije Slovenske vojske. Umrl je 26. septembra 1802, star 48 let, domnevno je bil umorjen. Živel in ta svoje zadnje leta je prebil v vasi Nussdorf, to je danes del Dunaja, bilo pa je to neko, takrat je bila neka majhna vasica, da se pa ena dunajska četrt v severo-zahodnem delu Dunaja. V življenju se je ukvarjal z matematiko, fiziko, geodezijo, meteorologijo, kariero je končal kot podpolkovnik v avstrijsko-cesarski vojski in če ne bi umrl, bi ga čakala taka imenitna vojaška kariera. Šolanje je začel na jezuitski gimnaziji v Ljubljani, končal v liceju, diplomiral je leta 1975, imel je enega doktorskega študenta Ignaca Lindnerja. Poročil se je s plemkinjo Jožefo Svoboda, s katero je imel 5 otrok in od ene njegove hčere so tudi potem še bili živeči potomci. Eden od njegovih vnukov je potem postal tudi vojak. Zanimivo je bilo to, da ko se je poročil, je moral položiti depozit. To je bilo kot neko finančno zagotovilo za primer, če bi on umrl, tako da bi lahko pol njegova žena iz tega denarja dobivala neko rento. Tule vidimo njegovo rojstno hišo. Ta originalna rojstna hiša je sicer pogorela, tako da tale je obnovljena. In tle je tudi njegova spominska tabla na tej hiši. Tole pa je izpis iz rojstne knjige, tako da tle piše, da je bil marca 1754 in to 24. Ne, Georgij Bartolomej Veha, še s H napisan. Kasneje je tale H spremenil v G, zaradi tega, ker menda Veha je pomenilo nekaj šibkega, nekaj takega v nemščini, pa to ni bilo pol zelo dobro za vojaško kariero. Njegova starša sta bila Jernej in Helena Veha ali Vehovec, to ni prav jasno, bila sta pol gruntarja. Grunt je bilo ozemlje veliko med 15 in 20 hektarov. Prvi učitelj je bil domnevno domač duhovnik v Moravčah. To se sicer domneva zato, ker ko se je Vega leta 67 vpisal v jezuitsko gimnazijo, že moral znati brati, pisati, računati. Tako da se domneva, da ga je ta duhovnik, ki je tudi sicer sam se zanimal za znanost, spodbujal, da se je pač naučil vse to, kar je bilo potrebno, in tudi je bilo znano, da je spodbujal svoje te župljane, ki so bili otroke, ki so bili bolj sposobni, da so jih potem poslali naprej v šole. Na jezuitski gimnaziji so poučevali razne predmete, matematiko, naravoslovne znanosti, latinščina je bila jezik, v katerem se je poučevalo, ampak to bolj v višjih letnikih, zaradi tega, ker ko so dijaki prišli na to gimnazijo, seveda nihče ni znal latinsko, so se latinsko šele učili, zato se domneva, da je učiteljski kader, če že ni bil slovenskega porekla, vsaj znal slovensko. Zdaj, Vega je leta 1973 ravno končal tole jezuitsko gimnazijo in leta 1973 je bil razpuščen jezuitski red. To je bilo zdaj, torej,
V tem času, ko se je to dogajalo, je bil strani Marije Terezije velik pritisk na jezuitsko šolstvo, torej jezuiti so bili nekako najbolj izobražen kader v tistem času, a ne v Avstro-Ogrski, in pritisk je bil, da se bi uvedlo malo več naravoslovnih predmetov, ampak jezuiti so to bolj počas nekako sprejemali, tako da te reforme so bile pol uvedene šele potem, ko je Vega že končal šolanje. Zdaj, leta 1973 je bil razpuščen jezuitski red in poleg tega je leta 1974 še pogorel jezuitski kolegi v Ljubljani. Tole je tale stavba. Če jo prepoznate, to so danes ta Karlovška vrata. Tam, ko greš čez Karlovški most, a ne, se pelješ v bistvu mimo tega spomenika, ta je še viden, en del stavbe, kot da bi bila danes cesta, ne, tisti del stavbe, ki je pol pogorel, na sosednji parceli je pa potem Gruber odkupil zemljišče in zgradil tisto svojo šolo, tam, kjer je zdaj pač ta Gruberjeva stavba z njegovo tablo. Zdaj, jezuiti so imeli zelo stroga načela, kako se poučuje. Predvsem so močno spodbujali to, da se razpravlja. In tle imamo prevod iz tega kakor študijskega reda, ki pravi, da naj se v razpravo o znanosti vključi v največji meri uvod v fiziko, kakor tudi razdelitev znanosti, različni načini postopanja v matematiki in fiziki. Vsak mesec ne bodo disputacije, v katerih naj se zjutraj in pri kosilu razpravlja o 3 temah. Zjutraj ne razpravlja najprej teolog s metafizikom, fizik z metafizikom, fizik z logikom, pri kosilu pa metafizik z metafizikom, fizik s fizikom, logik z logikom. Zjutraj naj naredi kratek zaključek metafizik, pri kosilu pa fizik. Tako so jih spodbujali, da so pač brusli svojo argumentacijo in so se bili sposobni pogovarjati z ljudmi, ki so bili različne strokovne provenience, ne samo s tistimi sebi podobnimi. Zdaj, na zaključnem izpitu so bile teme logika, algebra, metafizika, geometrija, trigonometrija in tako naprej, in izpitna vprašanja so zbrana v tejle knjižici. Torej, tle noter je mnogo vprašanj in jaz si ne predstavljam, da bi mi to danes našim študentom dali za diplomski izpit, tako knjižico. Ta vprašanja so sestavili med drugim tudi ta profesor matematike, ki je učil, Maffei. Bila so tudi vprašanja iz elektrike, to je bilo v bistvu 2 leti po Galvanijevem odkritju, kar pomeni, da so bili zelo v koraku s časom, ne s tem, kar se je delalo takrat v znanosti. No, tle so vprašanja o stožnicah. Sectionibus conicus, ne, to so pač prerezi stožca. Definicija in pač ne vem, če je dano to pa to, opiši to pa to krivuljo. No, kot sem že prej omenila, v tem času so nastopile terezijanske spremembe, ustanovljeno je bilo tudi terezijanišče, to je sicer se je začelo že za časa očeta Marije Terezije, ampak Marija Terezija je na tem terezijaniščem držala roko, torej treba je bilo imeti njeno dovoljenje, da si se vpisal. Začelo je funkcionirati okrog 1750 in je bilo usmerjeno v uporabne znanosti, torej več matematike, fizike, več eksperimentalne fizike. Precej je bilo poudarka na gradbeništvu, posebej za vojaške namene, v času, ko je pol ona postala cesarica, seveda je bil takoj spor s Prusijo, pol s časoma so se začele te težave v Franciji, tako da je ona v svojem obdobju povečala vojsko za velik faktor, mislim, da za faktor 6. Število vojakov šlo z 50.000 na 300. In to je seveda zahtevalo tudi ustrezno izobražen kader, predvsem v topništvu. In
To je pač področje, kjer se je Jurij Vega zelo odlikoval. Ko je leta 1975 diplomiral, je bil najprej do leta 80 inženir za rečno plovbo, predstojnik tega oddelka je bil pa Gruber. Tako da on je z Gruberjem sta se poznala že iz gimnazije, oziroma iz liceja, kjer je Gruber predaval mehaniko, hidrodinamiko pa ladjedelništvo. In Vega je bil njegov pomočnik v raznih projektih po Sloveniji, vključno z kopanjem Gruberjevega kanala. To je bilo eno od večjih del, ki so se takrat v Avstro-Ogrski odvila. Leta 80 je bil Gruber premeščen in Vega je sicer upal, da bi ga lahko nadomestil na tem mestu, ampak zaradi svojega skromnega porekla pač to ni bilo mogoče. In je pol dal odpoved in se vpisal med topničarje. Takrat je spremenil svoj priimek iz Veha v Vega in potem je zelo hitro napredoval. Najprej je bil podporočnik in je postal učitelj matematike na topničarski šoli in je najprej za svoje dijake začel pripravljati učbenike, torej izdal je 2 učbenika, ta prva 82 in 84 in pol še kasnejša 88 in 1800. Zaprosil je tudi za vstop v prostozidarsko ložo in bil sprejet. Potem, ko je Jožef II. Postavil neke omejitve na te lože, se je lože, v kateri je bil vpisan, izpisal, ampak se je vpisal v neko drugo ložo, tako da je bil prostozidar. Postal je profesor na bombardirskem oddelku, dobil je čin stotnika in v pouk na topniški šoli je vpeljal analizo in študentje so negodovali, ker je bilo to takrat precej zahtevno. Zdaj, zelo se je odlikoval na raznih bojiščih, napredoval je pol do majorja, bojeval se v bojih proti francoskim revolucionarjem, 1800 je postal baron, dobil svoj grb, imel čin podpolkovnika, žal kmalu potem umrl. Torej, najprej se je odlikoval pri obleganju Beograda 1789. On je poveljeval možnarski bateriji. Možnar je tole. Torej, to je predhodnik današnjega minometa in nastal je dejansko iz možnarja. Včasih so uporabljali tak možnar, tiska, ker ga imamo za tret zelišča, so uporabljali za tret smodnik in so naključno ugotovili, da je eksplodiral. Tako da so pol iz tega skonstruirali to orožje. To ni bilo veliko kalibrsko orožje. Tipično so bili kalibri nekje med 10 do 15 centimetrov. No, pri tem obleganju Beograda so nekako Avstrijci pač streljali na to trdnjavo Kalemegdan, ampak se nič ni zgodilo. To je bila dobro utrjena trdnjava. In Vega je pol v nekem trenutku ugotovil, da pravzaprav bi bilo treba streljati ne na obzidje, ampak čez obzidje. In zgodba pravi, da so ga našli tam v nekem jarku, kjer je 2 uri nekaj računal in potem seveda prilagodil kot teh možnarjev na zelo velik, na 50 do 70 stopinj, tako da je streljal čez obzidje in v nekem trenutku je zadel smodnišnico. In to je bilo pol konca. Potem so se pač Turki tam udali, Avstrijci so jim zaplenili, 450 topov in tako dalje. Drug tak vojaški uspeh je bilo zavzetje Fort Louisa, tle so se Francozi predali. Nekako je Vegov nadrejeni mu je rekel, lej, ti si kriv, da se to kamor ne premakne, imaš 24 ur časa, da rešiš problem. In Vega je pol po noč namestil tole svojo artilerijo in se počasi nekako z obstreljevanjem pomikal proti delu, kjer so bili civilisti. In to je Francoze prepričalo, da so se predali, je pa nekako to bilo tako kakor malo neka črna pika pol med ostalimi vojaškimi kolegi. Zdaj, obljubljeno mu je bilo, da če mu to uspe, bo dobil ta vojaški križec, ampak njegov nadrejeni, torej šef artileristov, to je bil grof Colloredo, ki je tudi v tistem času močno posodobil artilerijo v
avstrijski vojski, je temu nasprotoval, tako da to obljubljeno napredovanje je prišlo pol precej kasneje. Ukvarjal se je tudi z materiali, recimo izboljšal je možnar, on je dal izdelati 2 prototipa teh možnarjev, pri čemer je torej domet je povečal za faktor 2 in to je naredil tako, da je malo je podaljšal cev, noter je vgradil obroče in spodaj je obliko spremenil v obliko prisekanega stožca, tako da je bila polnitev drugačna z večjim sunkom. In zaradi teh obročev je bilo tesnjenje boljše, kar je pomenilo večjo silo. In ko so bili tile njegovi možnarji uporabljeni v bitkah pod Francozom, pač tle Francozi niso imeli nobenih šans, ker oni so imeli pač artilerijo s pol manjšim donosom, in sploh niso, Avstrijci sploh niso bili, v dometu francoskih možnarjev. Tako da tle se je pol res prislužil križec Marije Terezije za zasluge in je postal vitez. Zdaj, kaj so pa njegovi znanstveni dosežki? Najbolj so znane logaritemske tabele, torej zakladnica vseh logaritmov in tabela praštevil. Bilo je nekaj napak, ki so bile kasneje odkrite. Gauss je godil, da pač je toliko napak, ki je Vega je rekel, da bo za vsako napako plačal dukat in pol je rekel Gauss, ja, če bi bilo to res, ne bi zaslužil v življenju toliko dukatov, da bi plačal za tiste napake, pa ni bilo v resnici tako grozno. Kar je nekako zanimivo, je bilo to, da je Vega želel, da so te logaritemske tabele dostopne vsakomur, ki se ukvarja z matematiko, in je zato zahteval, se je odpovedal honorarju in je zahteval, da je cena nizka, tako da so bile res dostopne vsem. Ukvarjal se je z oceno sploščenosti Zemlje, potem je imel numerično aproksimacijo balističnih krivulj, število pi je računal, potem se je ukvarjal z Keplerjevimi zakoni, ocenami mas nebesnih teles, koledarjem. Bil je član v mnogih mednarodnih znanstvenih združenjih, v Göttingenu, Mainzu, in te svoje izračune je poslal tudi v Sankt Peterburško akademijo. Njegova dela v digitalizirani obliki se danes nahajajo na D-lib. Jaz bi to pokazala, ampak ne znam tega linka odpreti. Mogoče lahko spustimo. No, te njegove logaritemske tabele so bile v uporabi 150 let, zadnji ponatisk, ki sem ga zasledila, bil leta 1962, za natančnost 10 decimalk. Tole pa en del te izpeljave. Torej, kaj je bil trik? On je pogledal logaritem 1 plus x pa 1 minus x. In ko je to dvoje odštel, je dobil vrste, ki so bolj hitro konvergirale. Vmes je še neko drugo dodatno substitucijo uvedel, tako da je dobil s temi p-ji, ki jih vidimo, tako da je dobil hitro konvergirajoče vrste. Pi naj bi domnevno izračunal na 140 decimalk, ampak se je pol izkazalo, da je točnih 137, tale rekord je živel 52 let, imel svetovni rekord. Izhajal je pa iz funkcije arcus tangens in sicer s pomočjo adicijskih izrekov je arcus tangens 1 zapisal z arcus tangensom 1/3 in 1/7. In zdaj spodaj, če pogledate, so napisane ocene, za to alternirajočo vrsto, pri katerem členu dobite rezultat, ki je zdaj da bo vsaj za 37 decimalka, treba za prvo vrsto vzeti potenco 285, kar je reda 145 členov. Za ta drugo vrsto za arcus tangens 1/7 jih je treba vzeti pa 82 približno, torej polovico, približno te potence.
Tako izgleda tale izračun z decimalkami, torej to je bilo poslano na Sankt Petersburško akademijo in mislim, da to, da on bi moral biti sprejet, ampak v akademijo, ampak je prej umrl. No, mi si bomo danes pogledali, kaj je naredil v balistiki. Tako da to so osnovne enačbe za gibanje krogle pri kvadratnem zakonu upora. Zdaj, zakaj kvadratni zakon upora? V tistem času so bile znane ene meritve, ki jih je opravil Newton. In sicer iz te kupole, iz cerkve svetega Pavla, so metali najprej steklene krogle, pa neke napihnjene svinjske mehurje in so merili čase. Tako da Vega je najprej izračunal, kako je ta čas, torej kako je pot odvisna od časa. Pač neka diferencialna enačba pri navpičnem padcu, ki je bila pač relativno preprosto rešljiva. In potem je nazaj izračunal, koliko bi morala biti višina po kvadratnem zakonu upora. In pri poskusu, kjer so metali z nekoliko višjega mesta, torej cirka 270 metrov višine, so bile zelo majhne razlike. Tako da to je bil argument za to, da je res kvadratni zakon upora res velja. No, tle imamo enačbe, torej ta prva enačba nam pove, kakšna je sila upora. In ta sila upora je seveda odvisna samo od geometrije, ne pa od mase. To pomeni, da pri večjih masah to rezultira v manjšem pojemku. Ker sila je pač masa krat pospešek in zdaj, če je to ta sila, če je večja masa, potem bo tisti pospešek, ki ga dobimo z tega naslova manjši. Kar nekako intuitivno vidimo, da pač težja telesa, kakor hitreje letijo ali pa imajo bolj pravilne parabole od lažjih. Zdaj Vega je vpeljal neki oznak, na koncev, ko vse to premečemo, dobimo sistem dveh diferencialnih enačb drugega reda. In ta sistem bomo zdaj mi poskusili rešiti. Zdaj, glavni trik tega njegovega računa je bil v bistvu tale. Diferencialna enačba, ki je tle napisana, nam govori o tem, kako se pozicija spreminja v odvisnosti od časa. Ampak, če tebe zanima, a boš z nekim izstrelkom zadev neko pozicijo, te ta časovna odvisnost ne zanima toliko, te zanima krajevna odvisnost. In zato je Vega kot spremenljivko tle uvedel tangens naklonskega kota. In s tem tangensom se je dalo to pa bolj izračunati. Tako da zdaj imamo to prvo enačbo, x2 pi, ki je minus 1 deljeno 2a. Tale a je konstanta, ki vsebuje gostoto, torej tale n je kvocient med gostoto telesa in gostoto zraka, v našem primeru bo to železo. Tole so njegove originalne izpeljave. Tle spodaj vidimo, pri odvodu na y je napisal 2g, takrat so takole pisali zgleda pospešek. Torej, naša krogla bo železna s tole gostoto, primeri, ki jih bomo pogledali, bodo 10-20 centimetrov. In enačbe so zdaj take. Tale a je zdaj konstanta, ki je odvisna od vseh teh podatkov, primera, mase in tako naprej. In zdaj bomo ta prvo enačbo pomnožili z y pika, ta drugo z x pika, pa jo bomo odšteli.
Tako da dobimo x dve piki y pika minus y dve piki x pika je enako, tole zdaj pade stran in tole nam ostane samo minus g x pika. Pa še en minus. Torej, tole bomo zdaj zapisali kot odvod po času od y pika minus potle plus deljeno x pika. Tole zdaj odvod prvega krat drugi minus prvi krat odvod drugega je tole. In tole je zdaj enako minus g deljeno x pika, ker je tole zdaj po formuli y dve piki x pika minus y pika x dve piki deljeno x pika na kvadrat. Potem imamo tle še tole, se pravi, uvedemo p od t kot y pika od t deljeno x pika od t. Tole je zdaj tangens naklonskega kota. Tako da zdaj tole enačbo, ko smo jo tole napisali, prepišemo kot p pika x pika je minus g. Oziroma p pika je minus g deljeno x pika. Ok, zdaj imamo še element ločne dolžine, ki je koren dx na kvadrat plus dy na kvadrat, oziroma ds po dx je zdaj koren iz 1 plus dy deljeno dx na kvadrat in to je koren iz 1 plus p na kvadrat. Potem imamo še s pika od t je v od t, to je hitrost. Zdaj zračunamo tale odvod ds po dx po verižnem pravilu. In po verižnem pravilu je to ds po dt deljeno z dx po dt. Se pravi, tole zdaj pride s pika deljeno x pika. Zdaj tole pomnožim še z x pika in x pika. Torej dobim, da je to v krat x pika deljeno x pika na kvadrat, ampak v krat x pika lahko pa tle ven zračunam. Se pravi, tole je zdaj minus 2a x dve piki deljeno x pika na kvadrat. In tole je pač potem, ker smo imeli koren iz 1 plus p na kvadrat. Tole. Zdaj pa naše enačbe takole izgledajo. Koren iz 1 plus p na kvadrat krat p pika, zdaj pomnožim s p pika, je minus 2a x dve piki deljeno z x pika na kvadrat krat minus g deljeno x pika. No, ampak tole je zdaj minus a krat g krat odvod po času od 1 deljeno x pika na kvadrat. Po drugi strani imamo, da je odvod p-ja po x-u, p pika deljeno x pika, oziroma p pika x pika deljeno x pika na kvadrat, to je minus g deljeno x pika na kvadrat. Torej, tale reč zdaj postane a krat d po dt od dp deljeno dx. Torej, če zdaj vse tole skupaj zložimo, imamo integral koren 1 plus p na kvadrat dp je a krat dp po dx. In tole je zdaj ključna enačba. Zdaj, kaj je Vega v tem trenutku naredil?
tole se da čisto lepo pointegrirati, ne? Pač dobimo ene stvari z logaritmom, ampak ko to pointegriramo, dobimo šele odvod po p-ja po x-u. Se pravi, bi morali to deliti s tem integralom, pa še enkrat pointegrirati. In če to naredite, to je izjemno singularen integral. Tudi matematika ga ne zna zračunati. Pač zaradi tega, ker imaš ničlo in niti numerično se da nič ne da dobiti. Tako da Vega je rekel, pravzaprav lahko rečem, da je tale p kvadrat majhen za kote, ki me bodo zanimali. Torej, za njega je bil p majhen za kote do 15 stopinj približno. Zdaj, kaj to pomeni? Če zdaj namesto tega korena tle vzameš enko, se seveda to trivialno pointegrira. Ampak to pomeni, da si v bistvu namesto tiste hitrosti koren x pika na kvadrat plus y pika kvadrat vzel eno manjšo količino. Torej, to pomeni, da si podcenil upor zračni, kar bi moralo pol rezultirati v daljših krivuljah, kot bi sicer bile. Zdaj, tole se da na koncu pointegrirati, pa vstaviti noter začetne pogoje. Tako da začetni pogoji, ki jih je on vzel, so bili taki, da smo pač začeli streljati stav. Hitrostni vektor je bil pa pač neka hitrost, pa smo imeli pa kosinus kota, pa sinus kota. In tale mi je pač bil, kot rečeno, na tem območju. Zdaj, ko tole na koncu poračunamo, dobimo formulo, da je y od x enako tangens mi plus a krat g c kvadrat kosinus kvadrat mi krat x minus g a kvadrat c kvadrat kosinus kvadrat mi krat e na x deljeno a minus 1. Tole je zdaj njegova rešitev. Pri čemer so pač tele konstante, ki jih imamo, odvisne od velikosti krogle, torej od mase, od gostote in tako dalje. No, jaz sem zdaj vzela tele podatke in naredila simulacije. In sicer originalna rešitev bo prikazana s polno črto, Vegova bo pa s črtkano za različne primere. Tako da tule vidimo krivuljo za praktično ni nobene razlike, ste čisto pokriti. Za majhen kot je tale napaka res zanemarljiva in tle sem naredila povečavo, koliko je razlike v metrih. Tako da tle, koliko je en meter razlike, pri 1200 plus metrih. Zdaj, če povečamo hitrost, je seveda razlika malenkost večja, se to pač opazi. Zdaj sem pač povečevala kot in me je zanimalo, kako se to pozna pri teh razlikah, tako da vidimo, da se pač tle razlike malo povečujejo, posebej, če še hitrost povečamo. Zdaj, to je bil kakor maksimalni kot, ki je bil še dopusten pri hitrosti 300 metrov na sekundo. Zdaj, nekako pri teh topih naj bi se štelo, da naj bi bile hitrosti nekje med 300 in 400 metrov na sekundo. Zato sem pač izbrala ta dva primera. Tako da vidimo, da pri 20 stopinjah dejansko dobimo domet, tak, kakor ga je on predvidel. On je, tile njegovi topi, ki jih je naredil, oziroma možnari, so imeli 100-funtne krogle. In če poračunate, je to 22 centimetrov premera. Tako da to je dokaj dober približek. Zdaj, tole je zdaj še primerjava med tem, kakšen bi bil maksimalen domet. Če imamo primera
10 in 20 centimetrov, pa kot 45 stopinj. Zdaj, kar je Vega še dodatno zanimalo in je tudi zračunal, je bila tudi maksimalna dobljena višina, ne, zato ker je bilo pač vprašanje, kako boš ti lahko čez neko obzidje, ne, ustrelil. Tukaj sem pa naredila še primer za enega od teh večjih možnarjev, ki se je imenoval Roaring Meg. Tukaj je bila krogla s premerom pol metra in vidimo, kakšne razlike bi tle bile. Tako da tudi, če pol vzameš toliko večjo kroglo v resnici pri 3 kilometrih, da imaš, ne vem, reda 15 metrov napake, ni toliko strašno slabo. Tako, to je to.